Papež Frančišek je v katedrali svetega Mateja v Washingtonu nagovoril ameriške škofe in jih podprl v njihovem delovanju. Katedrala svetega Mateja ima bogato zgodovino. Tam je bila na primer tudi pogrebna slovesnost za edinim ameriškim predsednikom, ki je bil katoličan, Kennedyjem. Tokrat so se v svetišču zbrali škofje z vseh delov države, da bi prisluhnili precej dolgemu govoru papeža, ki se je osredotočil na izzive cerkve in ameriške družbe in jim dal nasvete, kaj lahko storijo kot katoliški voditelji. Povabil jih je, naj se zavzamejo za revne, priseljence in družino ter borijo proti splavu. Non sono venuto per giudicarvi o per impartirvi lezioni. Nisem prišel, da bi vas obsojal in vam dajal lekcije. Con la libertà dell'amore. Dovolite mi samo, da vam lahko svobodo ljubezni spregovorim kot brat med brati. Papež je pohvalil prizadevanja ameriških škofov za življenje in družino, njihov velik izziv pa je pomoč pri sprejemanju in integraciji priseljencev v ameriško družbo. Brez strahu jih sprejmite, prepričan sem, da bodo kot že velikokrat v preteklosti ti ljudje obogatili Ameriko in tudi njeno cerkev. Papež se je dotaknil tudi škandala spolnih zlorab, čeprav ga ni izrecno tako imenoval. Znan mi je vaš pogum, s katerim ste se soočili med temnimi trenutki na vaši cerkveni poti, tako da se niste bali samokritike ali se izognili ponižanjem ter žrtvam, ne da bi se bali sleči vsega tistega, kar je drugotno, samo da bi kot Kristusovi služabniki nazaj pridobili ugled in zaupanje, katerega je željna duša vašega naroda, je bil jasen sveti oče in nadaljeval. Vem, kako vas je v zadnjih letih težila rana in tako sem spremljal vaše velikodušno prizadevanje za ozdravitev žrtev v zavesti, da smo pri zdravljenju tudi sami ozdravljeni za nadaljevanje dela tako, da se takšni zločini ne bi več nikoli ponovili. Prav tako je škofe opozoril, da se morajo izogibati samovšečnosti, sejati morajo edinost in delitve, spodbujati morajo kulturo srečanja in se izogibati ostrega jezika, ki deli. Le s spodbujanjem pristnega dialoga se bodo lahko soočili s težkimi vprašanji našega časa. Naštel je skupine, ki so najbolj v nevarnosti. Nedolžne žrtve splava, otroci, ki umirajo od lakote ali pod bombami, migranti, ki potonejo med iskanjem boljšega jutri, ostareli in bolni, ki bi se jih radi znebili, žrtve terorizma, vojn, nasilja, trgovine z mamili, je poudaril papež Frančišek in škofe povabil, naj bodo pastirji, ki so blizu ljudem. V Združenih državah je približno 70 milijonov katoličanov, kar predstavlja 1/5 prebivalstva. Velik del teh prihaja iz Latinske Amerike.